Pozdravljeni na dogodku Korak, hoja, pot. Danes gostimo dva avtorja oziroma avtorico Anjo Kovačič s knjigo Ujeta v svobodi in pa Sama Ruglja s knjigo Na prepihu. Živjo. Skratka, Anja, to je tvoja prva knjiga, a ne? Samo to je pa tvoja ta knjiga, ampak na tem področju peta knjiga, ne? Se pravi, na področju teka, hoje in seveda spremljajočih refleksij, a ne? Značilnost obeh knjig je, da sta nastali v času korone oziroma v lanskem letu. Glavnina je pravzaprav se odvija v letu 2020, v tem nekem zelo zahtevnem, prelomnem letu. In značilnost je seveda tudi to, da taka knjiga tako hitro lahko nastane samo, če avtorica in avtor pišeta sproti. In me zanima, Anja, ko si ti začela pot po Avstraliji, si že vnaprej vedela, da boš pisala, da bo to nek dnevnik, da bo to neka knjiga, ali kako je prišlo pravzaprav do tega? V bistvu, da bo knjiga nastala iz teh zapisov, nisem vedela. Sem pa vedela, da želim vse te spomine nekako v besedi zaobjeti, zaradi tega, ker sem mnogo potovanj dala čez in nisem v bistvu nič od tega, bom tako rekla, odnesla konkretnega. Sam neke spomine na nekih listkih papirja, tle sem se pa nekako ne sistematično, ampak zavedno lotila, da bom pa vse dogodke, ki se dogajajo, vse osebe, ki jih spoznavam, nekako zapisovala sproti v, rečemo temu, blogovskih zapisih. In tudi tvoj prijatelj, tvoj partner nekje v knjigi piše dnevnik in pove, da spomini mu niso dovolj. Želi tudi nekaj napisati, da bo mogoče v starosti bral to sebi ali pa mogoče celo svojim vnukom, ne? Ja, v bistvu takratni partner, ki sem ga spoznala na poti in ga potem nekako na poti tudi pustila, je ravno s tem namenom pisal dnevnik, zaradi tega, ker pravi, da vsaka pripoved sicer ostane v spominu, tiste najpomembnejše trenutke si zapomnimo, vse podrobnosti, je pa rekel, da bi želel svojim vnukom pripovedovati in jih hoče imeti točno takšne, tisti trenutek, ko jih je začutil, zapisane na papirju. Samo, tvoj pristop je podoben, ne? Pravzaprav te knjige, ki so se začele že z knjigo Delaj, teci, živi, pardon, in potem Ultra Blues in Triglavske poti in potem tista bela, na dolge proge, una bela knjiga. Zdaj tukaj Na prepihu posod pravzaprav gre za en utrinek časa, ob katerem pa pravzaprav razmišljaš tudi o življenju, o sebi in tudi o svojih bližnjih, ne? Kako to, da je pravzaprav prisotnost družine in prijateljev tako močno navzoča v teh zapisih? Ja, te knjige nastajajo nekako iz mene in potem je logično, da tisti, ki je najbližji meni, je potem tudi pristane v teh knjigah. Za razliko od prejšnjih knjig, ki si jih navedel, ta knjiga ni nastajala sproti, ne. V resnici sem imel eno tako lepo prvinsko izkušnjo, da recimo, ko se je to poletje med dvema valoma epidemije zgodilo, v resnici, ko smo hodili pač po hribih celo poletje, nekako smo poskušali pozdraviti te naše duševne travme, ki so se nam zgodile v prvem valu. Jaz nisem imel nobene ideje, da bi pisal o tem, ampak sem dejansko se tistim hribom, tem izletom, srečavanjem s prijatelji, z ženo, z otroci, z nekimi novimi ljudmi, ki smo jih srečali na teh hribovskih poteh. Temu sem se pač prepustil, ne. Ideja je pa šla v resnici kasneje, ne, recimo, in sicer za založbo Litera, ki je izdala to knjigo, smo bili nekako dogovorjeni, da jim bomo dal nov roman, ampak jasno, epidemija mi ni omogočila, da bi pisal fikcijo. Epidemija je bila veliko bolj napeta, zame tudi dosti traumatična, kot kjerkoli izmišljija, ne, tudi seveda zdaj vsi živimo približno leto pa pol v tem nekem napol distopičnem stanju in zaradi tega sem potem tudi uredniku Orlandu Uršiču rekel, da pač fikcije od mene ne more dobiti, lahko pa dobi nek hibrid, ki je v bistvu po eni strani
neka knjiga, ki se dogaja zunaj, ne. Angleži imajo lep izraz, tako imenovane outdoor knjige, mi imamo pač nekak knjige, ki se dogajajo na prostem ali pa nekaj podobnega. In jasno, po drugi strani podloženo s tem, kar smo na nek način v tem zadnjem letu doživeli. Tako da večina te knjige je nastala v resnici v začetku letošnjega leta in sicer v prvih mesecih letošnjega leta. Kar sem pa imel za inspiracijo, sem imel pa dosti natančno, recimo, fotografski popis vseh teh izletov. Vse te izlete, ki smo jih v lanskem poletju opravili, sem na nek način fotodokumentiral čisto za osebne potrebe, pač na telefonu sproti sem pač fotografiral neke momente, ki so bili recimo zanimivi in so mi že te skupaj s temi mojimi spomini dovolj dali izhodišče, da sem lahko praktično vsa poglavja te knjige spisal iz glave. Jasno, potem jih počasi dodeljeval in tako naprej. Knjiga je bila napisana recimo v 3 mesecih, ampak je potem še ta postprodukcija trajala nekje približno enak časa. Knjiga se zaključi v bistvu 9. maja letos, recimo natančno 1 leto potem, ko se začne. Tako da je v bistvu na nek način tukaj v tej knjigi opisan en cikel enega leta. Ob izidu recimo knjige začetek junija je že izgledalo, da bo mogoče ta epidemija do neke mere že popustila, ne. Ampak to, kar doživljamo zdaj, tudi to, da v bistvu knjižni sejem spremljamo na ta način, ne pa med stojnicami Cankarjevega doma, kaže, da njena aktualnost še ni popustila ali pa se je celo v tem času okrepila. Kakšna je pa razlika samo pri pisanju, se pravi, ko pišeš sproti, prejšnje knjige si pravzaprav sproti zapisoval, ko si šel na izlet, pa si se vrnil, pa si potem v naslednjih dneh sproti napisal. Se ti zdi, da je mogoče zapis z neke distance lahko tudi bolj zrel, bolj tehten ali tudi zgubi kakšno, bom rekel, pristnost trenutka? Rečemo, da sem se pisanja učil pri Branku Gradišniku, ne. Recimo on je imel neko šolo kreativnega pisanja, ne. In eno stvar, ki sem se naučil od njega, pa ne mogoče toliko te šole, ne, ampak kasneje, ne, mi je to recimo rekel, da se da marsikaj še v postprodukciji izboljšati. In sam osebno pristopam k pisanju na ta način, ali je napisano sproti, ali pa napisano z neko distanco, je to prva verzija besedila, ki je na nek način izhaja iz tega, kar si doživel ali pa se spominjaš. Potem pa jasno, ko mine nekaj časa, ne, pa recimo lahko, če je neka taka kombinacija nekega življenjepisnega, doživljajskega pisanja, lahko pa potem ob nekem kasnejšem branju, ne, mora miniti nekaj časa, uzreš v teh besedilih, v tem besedilu, v teh delih besedila neke motive, ki bi jih mogoče lahko še dodatno razvil. In to je pa potem tisto, kar sem jaz poskušal, recimo, ne, da sem v vsaki od teh zgodb, vsaki od teh izletov, ki smo jih upravili, poskušal najti še neke te drobnejše ali pa neke dodatne motive, ki so bili mogoče recimo v prvi verziji teksta samo nakazani, pa sem jih mogoče razvijal, ne, in poskušal besedilo še izboljševati. Tudi to besedilo potem, ko je bilo na nek način že primerno pripravljeno za tisk, ne, sem recimo ga dal kakšnim bližnjim ljudem za prebrati, so še oni kaj opozarjali in tako naprej. Tako da v resnici sem večino teh knjig, ki sem jih napisal na temo recimo dogajanja na prostem, sem jih dopolnjeval ali pa dodeljeval do zadnjega dneva pred tiskom. In to se mi zdi, da je primeren pristop, še posebej, ker sem pač tudi na nek način urednik in založnik in v tem smislu se mi zdi to tudi smiseln postopek, ki lahko neposredno potem te recimo popravke vstavljam na to besedilo, ne. Za enega avtorja, ki nima toliko zveze z samim produkcijskim postopkom, ko enkrat besedilo odda, na nek način je zanj zaključeno, potem naprej z njim dela založba. Jaz imam ta luksus, da lahko praktično delam recimo na besedilu do zadnje ure pred odhodom v tisk. Anja, kako pa je tvoje pisanje, postopek potekal? Pravzaprav tudi ti si fotografirala stvari, tudi v tvoji knjigi so fotografije, verjetno tudi pri pisanju potem se kaj človek vrača k tem fotografijam. Hkrati pa v bistvu pri obeh knjigah neka skupna značilnost je pa tudi vračanje v preteklost, vračanje v različne situacije, kraje tudi iz preteklosti in spet v sedanjost. Se pravi,
znotraj posameznih poglavij oba prehajata v različne prostore in čase in se potem vračata v sedanjost. Kako si pa ti dejansko pisala te stvari? Jaz naravno v bistvu te stvari, kar je zdaj samo razlagal, jaz sem najprej pisala članke, za katere sem mislila, da bodo v bistvu samo, rečemo temu, objavljeni na moji spletni strani. In ko sem enkrat začela pa te vsebine sestavljati in tvoriti celoto, ki bo nastala knjiga na koncu, je bilo pa v bistvu povezovanje teh dogodkov tisto, kjer sem se vračala ves čas nazaj v tiste trenutke. Mogoče tudi majčkeno s pomočjo fotografij, da sem pogledala, kakšni so bili res občutki takrat, ko se je to zgodilo. Je pa to v bistvu, kar je zdaj opisoval, da je v tej postprodukciji veliko dela potem dodatnega še. Jaz sem imela mogoče res tako srečo, da sem želela biti vpletena v vseh korakih in sem lahko ob nastajanju te končne verzije, ko se je korona dosti bolj razvijala zdaj v teh zadnjih mesecih, nekako podoživljala lanskoletne občutke, ampak se je ob tem povratku vseh teh valov, ki se še vedno dogajajo, nekako uživela v takratno obdobje in nekako povezovala z aktualnim stanjem. Je pa mogoče ena tista zanimiva stvar, ki v bistvu meni kot za pisanje prvenca je bila zelo velika neznanka, da je pisanje knjige bil neka pika na i v celotnem doživetju celotnega potovanja. In v bistvu vsa občutja, vsa čustva, vse tiste, bom rekla temu, neke travme pa spomine iz preteklosti, kamor se vračam v pisanju, sem jih privlekla na plano dejansko med pisanjem knjige. Ne med pisanjem člankov, ne med doživljanjem vseh stvari, ki so se na poti dogajale, ampak dejansko ob pisanju knjige. Tako da lahko čisto zelo iskreno rečem, da če ne bi bilo korone, če ne bi bilo tega vala, ki se je takrat zgodil, pa me nekako priklenil na otokih, ne bi bilo knjige, predvsem pa ne bi mogoče vseh stvari, ki so se mi dogajale, vseh ljudi, ki sem jih spoznala na poti, ne bi dojela na način, kot sem jih zdaj, ko sem jih z besedami opisala v neki celoti. Nekje tudi pišeš, da v bistvu, ko greš na potovanje, v bistvu se umakneš, če človek umakne od seveda domače okolice in na potovanju včasih bolj vidimo pravzaprav, koga pogrešamo, koga ne pogrešamo in kdo so ljudje, ki pogrešajo nas. In tudi lepo opisuješ odnose z bratom, konec koncev, knjigo posvetiš vsem ženskam v svoji družini. Skratka, zelo pride ta refleksija na plano, ki verjetno na sami poti ni toliko prisotna oziroma ni toliko ozaveščena, medtem ko pa enkrat nastajajo stavki in povedi in dramaturško se začnejo zgodbe odvijati pri pisanju, pa te stvari se kar naenkrat porodijo. Dajmo se premakniti mogoče na samo vsebino, se pravi, tvoja pot po Avstraliji, kje je tebe zadela ta prvi val korone, kako si ga doživela, stik z vsemi temi informacijami. Ti si bila na poti, samo ti si bil v službi, pravzaprav v domačem okolju. Vsakega od nas je na svojstven način zadela ta korona. Kako si ti prišla v stik s tem, kaj se je v tebi dogajalo ob teh informacijah? Prva informacija o koroni se je zgodila na Tasmaniji, ko sva z Ryanom, takratnim partnerjem, planirala pot iz Tasmanije na celinski del, v bistvu rečemo temu celinski del Avstralije, in potem kako bi odletela obiskati vse ostale otočja okrog Avstralije. Sam dejansko ta prizemljitev se je pa zgodila na Salomonovih otokih, torej na prvi postojanki za Avstralijo. Jaz bi za Salomonovih otokov mogla še obiskati Papuo Novo Gvinejo in pa nekaj drugih držav po Aziji, predtem bi se vrnila domov. In v bistvu je ta glavna informacija na Salomonovih otokih se zgodila. In ravno takrat se je potem točno ta opazovanje odnosov pa najbližjih pa družine z distanco začela dogajati. Ker takrat sem prvič pomislila, mogoče bom pa zdaj res za nedoločen čas ostala tle. Ker Avstralija je bilo sicer potovanje z enosmerno karto, ampak sem se zelo hitro odločila, da se bom vrnila domov. Tako da sem imela nek, rečemo temu, začrtan cilj, kdaj se vrnem, zakaj se vrnem in podobne stvari. Korona pa je naredila svoje in v bistvu ta prizemljitev mi je dala spet ponovno misliti nekatere stvari, ki sem jih sicer že
pretehtala, pa se odločila, ampak sem jih popolnoma iz drugega zornega kota mogla gledati, ne? Ker dejansko ostaneš pod prisilo, odmaknjen od najbližjih, pa v okolju, ki ga ne poznaš in ga v bistvu nisi niti planiral spoznavati. Pa govorimo o državi tretjega sveta, nerazvitega sveta, kjer ni možnosti, da kar začneš delati, pa si ustvarjati neko življenje. In se mi zdi, da najprej nisem niti, ravno zaradi vseh teh stvari, ki so se dogajale v moji glavi, nisem niti dojela, kaj se v bistvu sploh dogaja. To, da ti ne moreš iti domov, misliš 1 dan, 2 dni, 3 dni, so vsi leti odpovedani, se bo 4. dan, pa mogoče čez 1 teden. Ne. Potem je bil pa 1 teden, 2 tedna, pa je bilo treba urediti turistično vizo, pa podaljšanje, pa dokumenti in pa smo začela že z enim Francozom gledati, kako si bova stalno prebivališče nekje uredila, zaradi tega, da bova sploh lahko tam nekako funkcionirala kot, rečemo temu, državljana oziroma prebivalca. In tvoja pot se vendarle nadaljuje. Ti pravzaprav več mesecev potuješ vseeno po Avstraliji, po različnih delih. Znajdeš se med aboriđini, kjer se zgodi tudi neka zelo tragična stvar, nek umor, nek policist ubije nekega 19-letnega aboriđina, ki se je vrnil iz zapora na pogreb dedka, če prav vem, ne? In to je postala velika stvar po celi Avstraliji, znan dogodek. Kako je bilo to? Ti si bila pravzaprav v neposredni bližini vseh teh dogodkov. To se je v bistvu dogajalo še preden se je korona zgodila. Aha. Tako da ni bila nekako prepletena s tem dogajanjem. Je pa bilo tako, da sem jaz v bistvu zelo odblizu hotela spoznati, kar se da najbližje aboriđine, zaradi tega, ker v mestih, v civilizaciji so dejansko odmaknjeni na rob in jih nihče ne želi nikako vpletati v njihov način življenja. In sem iskala možnosti, kako, pa sem potem našla prostovoljno delo v največji aboriđinski skupnosti v Avstraliji, kjer sem 3 tedne ostala in pomagala v nekem umetniškem centru mešati barve aboriđinov, ki so potem ustvarjali s pikicami tradicionalnimi te umetnine. Umrl je nekdanji poglavar skupnosti in ker je bil tako pomemben človek, so dovolili, da se ta vnuk vrne na pogreb. Poleg tega pa je pogreb eden, rečemo, da mogoče celo pomembnejši dogodek, kakor kakšna poroka med aboriđini, ker vsem gre za slovo človeka in duše in vse povezanosti z naravo, tako da so mu dovolili prisotnost tam. Se pa potem zgodi v bistvu takoj tisti večer, ko ga oni pripeljejo iz zapora v vas. Jaz sem bila k sreči že v hiši, ker sva bivali še drugo prostovoljko. Slišala sem 3 strele. Nisem vedela tisti trenutek, da je šlo za strele, ampak sem potem dobila sporočilo, ne zapuščajte hiše. Prišlo je do streljanja, vpleteni so policisti. Naslednje 3 dni je vladalo tako zatišje po vasi, ker nihče ni vedel, ali je prisotno orožje, kaj se dogaja. Potem so se pa začele stvari počasi, ne bom rekla razjasnjevati, ampak pojasnjevati mogoče. In informacija je zaokrožila po celi Avstraliji, vsi so v bistvu protestirali, vse aboriđinske skupnosti po celi Avstraliji so nekako stopile na njegovo stran. In trenutno je tudi zadnja informacija, ki imam sicer iz spleta, da je bil policist obtožen umora. Tako da je bilo eno napeto dogajanje v sami skupnosti, kjer pa čustva, o katerih govorimo v knjigi, oba samo tam opisujeva, neka osebna doživljanja, je med aboriđini začutiti to njihovo pristno žalost, biti kot prostovoljc, kot tujec, kot nek popolnoma drugačen človek, kakor so oni, vpleten v njihovo žalovanje, čustvovanje, v jok, jezo, vse, kar se je odvijalo v njihovih glavah, je bilo eno tako močno čustvo, da res, mislim, celo mesto je bilo tugobno, sonce je sijalo 35, 40, 45 stopinj, ampak je bilo čutiti eno tako zelo mračno okolje pa občutke. Sorry business, rečejo oni žalovanju. Sorry business. Samo, tudi mi žalujemo v tej Sloveniji, ne? Zdaj je kar tragično vse skupaj, kar se dogaja. In šok je bil tudi v prvem valu. Ne? Pravzaprav ti tudi si že prej omenil, da je bila v bistvu potovanja v knjigi, ki jih opisuješ na prepihu, 23 izletov je to, ne? Da so bile pravzaprav zdravljenje travme, ki je bila v bistvu v tem prvem pomladnem valu, ki se je zgodila, tudi v poslovnem smislu konec koncev, ne? Zdaj je bila to velika negotovost in na osebni ravni in tudi seveda, če imaš zaposlene ljudi, če imaš podjetje in tako naprej,
to, kar naenkrat tudi na poslovnem nivoju iz tedna v tedna se je manj vedelo, kaj bo in kako bo. Kakšne so bile te travme? Ja, recimo ta gospa, ki nam ureja računovodstvo, je pač šefica enega relativno velikega podjetja, ki to počne in recimo nekako ureja te reči za približno 500 podjetij. In recimo videla so se v tistem času, marca, april 2020, parkrat pogovarjala in je rekla, da je večina vodij podjetij takrat bolj kot poslovne rabila malo take psihološke nasvete. S tem bi najboljš pokažem, to so bolj ali manj to so zasebna podjetja, velike majhnih podjetij in tako naprej, pač jasno za tiste, ki so na prepihu, iz tega je tudi izhajal ta naslov te knjige, ki po eni strani prepihte doleti ali pa doseže na nekem izpostavljenem naravnem predelu, bodisi na grebenu, na vrhu ali pa kje vmes, ampak tudi jasno v vsakdanjem življenju. Recimo, če si odvisen od rezultatov svojega dela, če si odvisen od tega, da recimo moraš skrbeti za nek obseg poslovanja, ki je vključen še toliko pa toliko ljudi, si avtomatično izpostavljen vsakodnevnim nekemu poslovnemu dogajanju. Jasno, v času neke pandemije se je to še toliko intenziviralo, če pa posluješ na področju slovenske knjige, je pa potem to še dodatno zraven, ker so nam jasno zaprli za nekaj časa knjižnice, zaprli so knjigarne. V enem trenutku si pa šel v situacijo, da nisi vedel, kaj zdaj sploh početi, kako 12. marca, ko so razglasili epidemijo, je bilo rečeno, da bo to mogoče trajalo 2 tedna. Zdaj vidimo, ta 2 tedna sta se počasi že spreminjata v 2 leti. In sej sam sem to zelo intenzivno doživljal, z ženo skupaj delava in na nek način sva vsak dan, vsak večer v bistvu o tem debatirala. Ljudje, ki so bili zaposleni, so se ustrašili, recimo tudi dela, tudi prihoda na delo. V poslovni zgradbi, kjer delujemo, so recimo približno polovica zgradbe je v javni lasti, so javne storitve se upravljajo, so bolj ali manj vse ljudi poslali na delo od doma. Samo nekaj nas je hodilo vsak dan v službo in te tedni v aprilu 2020, ko so se recimo odpravljali od doma in se po prazni Šmartinski cesti, kot da je izumrlo, kot da ni več človeštva, peljala na delo in se potem na praznem parkirišču, ki je običajno parkiranih 150 avtomobilov, praktično parkirala zraven 2-3 avtomobilov, so na nek način pustili globok vtis. In so postavili pod vprašaj marsikaj, kar smo do takrat delali. Jaz približno že 30 let delam bolj ali manj ves čas v zasebnem sektorju in cela ta zgodba v zvezi z sedanjostjo, to je trenutnostjo tistega stanja, prihodnostjo tega, kaj delaš, a je to, kar si ustvarjal recimo skozi 20-25 let v zasebnem nekem sektorju, sploh ima še kakšno vrednost, a je to bo še neka prihodnost tega. Tudi recimo bilo je zelo nejasno, kako se bojo ljudje odzvali na to. V Sloveniji smo recimo zadnjih 10-12 let beležali recimo na področju slovenske knjige, slovenskega založništva neko rapidno padanje in jaz osebno sem se bal, da bo to še globje zarezali v to na nek način doživljanje slovenske knjige, v stik s slovensko knjigo. Ampak jasno, potem, ko so se knjigarne začetku maja odprle, je pa šlo do enega preobrata. V bistvu jaz sem ga doživel optimistično, ljudje so že med samo epidemijo začeli posegati po slovenskih knjigah, niso jih mogli dobiti v knjigarnah, začeli so jih naročati preko spleta. Midva z Renate sva to poskušala nekje v okviru naših zmožnosti potem se odzivati na te reči, ampak to je vseeno bil en pritisk, ki je v bistvu bil neprimerljiv z recimo gospodarsko krizo, ko smo jo doživeli recimo leta 2008, 2009 pa 2010, ko je vse skupaj šlo tako postopoma, tudi takrat je recimo naše podjetje doživelo hud padec, tudi takrat sem vodil podjetje, tudi takrat je šlo, recimo se je število zaposlenih zmanjšalo skozi neko daljše časovno obdobje na polovico.
Tukaj je to šlo v bistvu praktično v nekaj dneh. Ne. Recimo s tistim dnevom, ko je bila razglašena epidemija, so praktično telefoni, imamo pa trgovski oddelek v podjetju, nehali zvoniti in kot da bi se na nek način znašli v enem drugem svetu. In jasno, to je vplivalo na moje psiho, na moje psihično stanje, tedni in tedni tega nejasnega, nelagodnega občutja so potem se sicer privesili v nekako spodbudnejšo pomlad, ampak vseeno je nek travmatični pritisk v moji glavi ostal in hvala Bogu, da je prišlo do poletja, ko se je vse skupaj nekako sprostilo, ne. Potem je jasno, prišel drugi val in potem, ko sva z ženo razmišljala o tem obdobju, ne, sva to poletje imela za neko poletje svobode, ne. In kot nalašč je bilo to poletje primerno za eno tako knjigo, ne, ki bi kljub nekem pesimističnemu času, v katerem smo se nahajali, pa se še nahajamo, na nek način lahko služilo kot neka inspiracija za nekoga, ki mogoče ne ve, kako bi se odzval na to. Ne. In sej midva ali pa mi smo našli dosti dobro zdravilo v naravi, v pač nekem fizičnem gibanju, v nekih novih srečanjih in smo se potem do jeseni že relativno pozdravili, bom rekel tako, ne. Seveda nas je potem čakal pol leta zaprtih knjigarn, ampak smo se do neke mere toliko ukrepili, da lahko zdaj vsej z neko mirnostjo zajemo prihodnost. In ta zdravilnost pravzaprav narave in izletništva in gibanja in vsega tega svežega zraka, ne, to je pravzaprav tisto, kar je tukaj pomaga pri vseh možnih, ne. Pred leti smo izdali knjigo Narava zdravi in popravi, ne. Jo je ena ameriška novinarka napisala, ki je hotela, tudi ona je zelo taka ženska, ki se veliko zadržuje v naravi, ne. In narava blagodejno učinkuje na njo. Ampak potem je šla še en korak naprej. Ok, kaj je zdaj to, kar je v naravi res zdravilnega, a se da to zmeriti, a se da to znanstveno opredeliti. In tako si je vzela nekaj let, potovala je pač po celem svetu v raznih laboratorijah, z raznimi ljudmi se na nek način srečevala, ne, in poskušala najti te elemente, ki bi jih lahko potem bolj natančno opredelila. In to je v bistvu bila ena knjiga, ki je vse name naredila dober vtis ali pa pomemben vtis, zaradi tega smo jo tudi potem prevedli, izdali. In v takem recimo momentu se, kljub temu, da jaz pač v naravi preživljam veliko časa, smo se tukaj zdaj to namerno odpravljali v naravo, ne. Tudi sem opažal, da veliko ljudi, ne samo zdaj recimo posamezniki, so v naravi poskušali najti neko mirnost, pa to je mogoče v sosednjem gozdu, ne na drugem koncu sveta, ne. In tudi posamezen izlet ali pa posamezen dan, ki smo ga preživeli v naravi, ni bil dovolj, ne. To je bilo potrebno početi vedno znova in znova. Hvala Bogu je bilo pač poletje to omogočalo in tukaj ni šlo za neke športne dosežke, ne. Recimo, čeprav je lansko poletje sploh na področju hribolazenja spodbudilo marsikoga, da je poskušal na tej slovenski planinski poti, ki je pač neka rdeča nit te knjige, nekaj v zvezi s to slovensko planinsko potjo narediti, ali je v nekem rekordnem času, ali jo prehoditi, ali nekaj podobnega. Tako da v glavnem po 2 mesecih recimo pohajanja, potepanja po teh poteh, smo recimo, ko sva se pač z Renate pogledala v oči, sva rekla, no, zdaj sva pa že v precej boljšem stanju, kot sva bila in sva nekako pripravljena na jesen, za katero takrat nismo vedeli, kakšna bo. In ker smo spet v tem skorajšnjem lockdownu in v resnih težavah, lahko knjige, kot sta te dve, seveda spodbudita še marsikoga, magari vsaj na lokalne izlete, a ne. Ja, tudi občine so bile nekaj časa zamejene, ne, tako da v tem času si bil na nek način si imel tudi neko klaustrofobijo, da nikamor ne moreš, ne. Jaz sem kolesaril znotraj občine, takrat sem, to je bizarno, prav pazil sem, katere ceste so, pa katere niso v občini. Ja, recimo, samo še to recimo, ne, jaz recimo tam, kjer živim, recimo Golovc, recimo
nekje na meji Golovca je tudi meja občine. Ne. In recimo, ko se je zaprla občina, ne, recimo so na meji z občino čakali ljudje in niso pustili Ljubljančanov, da bi šli v sosednjo občino. Tako da v glavnem marsikaj se je dogajalo, ne. Sociološko, psihološko in tako naprej. Ne. En gospod je napisal knjigo Razgledni stolpi Slovenije. Zdaj sem bil v stiku s to knjigo, bo išla kmalu 336 stranima in noter je 75 razglednih stolpov. To je on sinom, to je upokojen gospod, ki je sinom celo Slovenijo obredil v tem času. Ja. Cel fenomen, kakšni podvigi so se zgodili. Ja, ogromen. Se recimo Viki Grošelj je tudi naredil knjigo, pač ni mogel potvrditi po Himalaji in si je zamislil neko novo planinsko pot praktično od doma, ne, po nekih hribih. Ne. Tako da, kaj je nek plus, ne, če gledamo tisto, kar nam je pandemija dala, plus je to, da smo pa na nek način začeli ugotavljati, kje živimo, mogoče to na novo odkrivati, poiskati v bistvu v bližini nekaj, kar nam lahko da nekaj pomembnega v primerjavi s tistim, kar običajno dobimo nekje na potovanju, nekje v tujini. Ne. Anja, koliko kilometrov si pravzaprav naredila? Tudi ti pišeš o tem, da mesta, da ne maraš preveč mest, da ti je že Ljubljana lahko prevelika. A ne? Torej tudi ti iščeš sebe, bom rekel, ali pa svoj mir, svoj navdih v naravi. Ne? In tudi potovanja so verjeten del tega. Lahko poveš kaj o tem? Ja, v bistvu se večina stvari na mojih potovanjih, ne samo na tem, tudi na vseh preteklih, odvija v naravi. Torej, stran od betonske džungle, stran od tistih najbolj turističnih krajev in mest in stvari, ki jih je treba videti. Jaz vedno iščem najbolj neobljudene konce. Kamorkoli grem, iščem kotičke, kjer bom lahko uživala, kjer bom nekaj doživela, pa kjer ne bo trume turistov čakalo nekaj vrsti, da kaj vidijo. V bistvu je eno potovanje, zdaj govoriti o tem v Avstraliji, pa Salomonovi otoki in pa Fidži, tle je toliko ene pristne narave, ki jo je za videti, za obhoditi, za raziskati, kjer ni turistov. In ravno tam je za moje pojme največje bogatstvo, ko spoznaš pristne ljudi, pa pristno naravo in dejansko začutiš tisto energijo, ki se tam odvija. Ja, sigurno je to možno tudi doma, to je potem v bistvu vse to, ko sem se vrnila domov in sem bila isto priklenjena, kakor vsi, pač cela Slovenija, sem začela svoje rojstno celje raziskovati. Milijon hribčkov naokrog, sanjali se mi ne, kako se imenujejo, in greš od enega do drugega in raziskuješ. V bistvu na poti isto, s tem, da je tle še vseeno mogoče malenkost večja želja po nekem raziskovanju. Zaradi tega, ker ne greš po, tako sem rekla, tistih turističnih stvareh, ki obstajajo fotografije, tole moram videti, ampak enostavno greš. In sem se velikokrat spomnila potovanj, ko še ni bilo telefonov, ko ni bilo interneta, ko si imel list papirja, pa si napisal par ulic, ki jih ne smeš zgrešiti in si hodil in dejansko taval po neznanem in odkrival čudovite stvari. Na tem potovanju je pa v bistvu bila narava tista, ki me je ves čas klicala ven, ker imeti službo kot popotnik, kot tujec v neki državi, moraš biti v mestu. Torej, jaz sem delala v Brisbaneu, pa nekaj časa na Sunshine Coastu. Ja, se tam je plaža, pa so reke, pa podobne stvari, ampak tista pristna narava je pa ven. In to je ravno tista zadeva, ki je mene najbolj potem odvrnala od tega, da bi ostala v Avstraliji. Da sem šla jaz iz Brisbanea hoditi na hrib, niti ne v gore, na hrib, na katerega se povzpneš v uri pa pol. Jaz sem se mogla 3 ure najprej voziti. 3 ure vožnje do hribčka, ki ga v bistvu osvojiš gor dol. Enkrat sem zelo spoznala tam enega domačina, ki je rekel, da si je zadal cilj, da bo šel v enem dnevu, meni se zdi, ali v enem tednu 100-krat, ali v enem dnevu, potem jaz sem ga srečala, ki je bil 12-tič gor dol. To so pol tiste stvari, ko si misliš, bogi reveži, kakšne izzive si morajo oni dati, zaradi tega, ker dejansko ni drugega. Ja, lahko bi šel iz obale teč, pa čez hribe gor dol, neke opcije je imel, ampak iskal je izzive, ki so se mi zdelo, to ni tisto, kar v bistvu lahko si mi pa čisto brez problemov prvošimo. Pa so bili Blue Mountains, to je, rečemo temu, gorovje oziroma območje, kjer je največ različnih vrst evkaliptusa.
Jaz sem se tja 2-krat vrnila. Nekateri Avstralci nikoli v življenju niso bili tam. Zakaj bi šel tja? Tam je gozd, pa neke gozdne poti. In tam sem se prvi srečala pa z njihovimi planinskimi pa pohodniškimi potmi. Ker je tam označeno težka pot, to ni nič težkega, navadna je, niti ni vzpona, nič, ampak samo je določeni deli so neoznačeni in mogoče je kje kakšna nevarnost, ampak takrat ti že vsi rangerji ti tam tišijo v roke kompas, pa neke radarje, pa ne vem kaj vse, da v primeru, če se zgubiš, da te bo iskal. Ker niso navajeni takih ekstremov, kakor smo jih Slovenci. In pa, ko se vrneš domov in to, kar si prej govoril ti o omejenosti občin, in ko sem jaz šla hoditi in sem tam videla, ko si rekel, pa greš čez, to je druga občina. Vse smo svobodni in to jaz o tem govorim. Ja, so ukrepi, ki se jih držimo, ampak to, da pa jaz ne smem iz ene peš poti do druge stopiti. V redu, če tam stojijo neki varnostniki, dobro, ampak vse je narava, kje so težave zdaj, ne? In v Avstraliji so pa navajeni tega. Tam, kjer so pravila, tam, kjer je prepreka, niti ni razmišljanja, ali bi se dalo, ali moram to upoštevati, ali ne smem. Oni so navajeni pravil in zaradi tega tudi korona na njih čisto drugače vplivala, kakor na vse nas. In še danes se drugače spoprijemajo s stvarmi. Ja, vse so v lockdownu, ampak imajo neka normalna življenja v bistvu. Ravno zaradi teh pravil, ki so jim postavili, so se jih držali, ker so drugačen narod. In v naravi je isto, to sem hotela reči, da njihove poti so označene tako, kakor so, kakor je težavnost malo višja, ne grejo tja, ne želijo presegati nekih mej samega sebe in podobnih zadev. To je pa meni v tujini, ravno zaradi tega, ker imaš čas dejansko biti sam sabo, dosti lažje delati. Najdeš tiste meje, presegaš svoje meje, za katere niti nisi vedel, da obstajajo. In ob vseh teh stvareh, od korone, ki se je dogajala, pa do vseh stvari, ki sem jih doživela na poti, pol ugotoviš, da ko se enkrat vrneš domov, da dejansko ta ujetost, o kateri me zdaj vsi sprašujejo, pa koliko tebe zdaj omejuje, to, ko imaš omejene stvari, tega ne smeš, pa to se ne sme. Narediš si tako, da je tebi lepo. Ne pravim, da kršiš pravila, ampak najdeš poti, kjer se počutiš udobno. Ne delaš več mogoče tistega, kar si bil navajen, poskusiš nekaj novega. Greš na drug hrib, greš na lokalni hrib, ker je dovoljeno iti, pa tam najdeš neke neznane poti, pa stranske poti in podobne zadeve. Tako da, ja, narava je tista, ki jo jaz vedno iščem, dejansko tudi vsak dan. Sam utrujen si, pa bi vsi rekli, ne vem, se zleknejo na kavč, jaz nisem oseba, ki bi kadarkoli se ulegla na kavč, pa dala noge v zrak. Jaz bom šla, najbolj utrujena bom, pa bom šla teč, ali bom šla v naravo in iskati tisti svoj mir, ker bom lahko brez neke obremenitve ljudi, pa stav, pa televizije, pa ne vem česa vsega, globoko dihnala, pa spet najdla tisti svoj mir, da lahko pa črpaš v bistvu vse od motivacije do moči, pa hkrati pa tudi do nekih ciljev pa želja, kaj je tisto, kar te naslednji dan lahko najbolj vleče naprej. Lepo. Zadnje vprašanje, da zaključimo za oba. Sigurno imate namen še tudi potovati, izletnikovati, raziskovati svet, imate namen tudi pisati naprej? To je eno tako zelo zanimivo vprašanje, ki mi ga v bistvu že preden sem začela pisati. Dejansko, ko je knjiga nastajala, so si sprašvali, pa to sigurno ne bo prva. Mene v bistvu zdaj še bolj vleče, zaradi tega, ker zdaj sem se nekaj naučila. Zdaj vem, kakšni so postopki, kakšen je proces, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno za bralca. Boštjan, Videmšek urednik, me je naučil, da v bistvu ta knjiga je namenjena bralcu in ga je treba spoštovati. In so stvari, za katere nisem jaz niti razmišljala, in za informacije, ki jih je treba podati bralcu. Tako da jaz se ful veselim pisanja naprej, zaradi tega, ker se mi da bo naslednja knjiga, vsaka naslednja je verjetno lažja, si predstavljam, oziroma če si nek perfekcionist, kar po mojem, da pisci večinoma smo, je lahko pol spet nek dodaten izziv, da izpopolniš stvari, ki si jih napisal, ali pa greš spet v druge vode, pa poskušaš z različnimi zvrstmi. Kar se pa potovanj tiče, je pa tako, da je v Sloveniji sploh na potovanju, ko si tako daljen stran od domačih koncev, se zaveš, koliko enih čudovitih stvari, ki so še neobiskane po Sloveniji. Tako da jaz nekako zdaj klicarim vse možne kolege po celi Sloveniji, da mi priporočajo vse hribčke, pa domačije, pa ne vem kaj vse, kaj je še za videti po Sloveniji, ne samo v tujini. Odgovor na obe vprašanji je da. Da. Potovanja absolutno.
blizu in daleč, ne. Recimo, prej, ko je omenjala Blue Mountains, ne, sem se spomnil, recimo, pred 5 leti sem tam tekel, ne, recimo na ultramaratonu, ne, prav dejansko na tistem območju, ne. In recimo, ko je govorila Anja o tem, kako se kakšni ljudje morajo več ur voziti tja, da pridejo do neke narave, se spomnim, da določeni te tekači, ne, ki so bili navajeni predvsem tega recimo treninga recimo v kakšnih zaprtih prostorih, so imeli težave recimo po klancu doliti. Navajeni so bili stopnic, ne, ker recimo kje so tako potem narejene te umetne lesene stopnice, a ne, tam so še šli, ker je bil pa tak navaden teren, so imeli pa težave, ne. Zdaj pisanje tudi, ne, seveda pa je treba nekako dosti recimo smotrno razmišljati o tem, kaj je tisto, s čimer bi v bistvu se zaposlil, ne, ker nekako vsaka knjiga pod črto traja približno 1 leto, minimalno od neke recimo ideje pa do neke realizacije, pa potem še nekega življenja po izidu. In je recimo, tukaj se spomnim recimo Zorana Smiljanića, recimo avtorja Pentologije, recimo Meksikanarji, ki je recimo po prvem delu rekel, ne, tako dosti dobro je treba razmisliti, kaj je ta ideja, ne, ki boš dal čas, ker potem boš v to idejo not vložil leta in leta, ne. On je recimo Meksikaner vložil 10 let. Tako da recimo imam kar nekaj knjižnih projektov, kako se reče, in the pipeline, ne. Samo nisem se še pa odločil, katerega se bom lotil, ker potem, ko se lotiš, te ta projekt na nek način prevzame. In hkrati pa potem, ko se ga bolj resno lotiš, se ga moraš tudi dokončati, kar potem pomeni, da vpliva tudi na vse ostalo tvoje osnovno delo, na odnose bližnje in manj bližnje, in v nekem smislu postaneš tej knjigi, temu naslednjemu projektu toliko zavezan, da v nekem smislu vpliva na tvoje življenje, ne. Zaradi tega je treba dosti dobro razmišljati o tem, čemu boš namenil svojo energijo v prihodnje. Jaz bi samo to še rada dodala, ko smo bili pri potovanju pa pri knjigah, ne, da je Ultra Blues z mano prepotoval v bistvu celo pot in sem na marsikateri točki v bistvu se ustavila, ko sem brala, in je prav, ponavadi je tako, no, da v pravem času prebereš tisto pravo stran ali pa poglavje, tako da me je kar velikrat celo po v bistvu po Avstraliji, ko sem jaz potovala in z vami po Ameriki oziroma pač po poti, kjer ste tekli, sem si velikrat rekla, ok, ne, gremo naprej, da se, in v bistvu pač toliko je point moje knjige, to je v bistvu, so bile vaše besede od vseh 3, tiste, ki so me tudi marsikdaj porinile naprej, ne. Super, hvala v imenu vseh. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, s tem zaključujemo današnji pogovor. Hvala vama, da ste prišla, in organizatorjem, da so nas povabili. Žiga, hvala tudi tebi. Hvala za vprašanje.